Z nami je Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije in hkrati tudi predsednik Evropske zveze inženirskih zbornic. Črtomir, kakšna je vloga inženirjev danes, kako oni skrbijo za izboljšavo kakovosti naših življenj in trajnostnega razvoja gospodarstev? Ja, inženirji so na različnih področjih vključeni v to, se pravi izboljšavo pogojev za življenje, v odpravo revščine, v boju z globalnim segrevanjem in pa ostalimi vidiki trajnostnega razvoja. Seveda od države do države v različnem obsegu in na različen način. V manj razvitih pač na nek način, bolj preprost, in seveda v tehnološko bolj razvitih družbah na višjem nivoju. Slovenija je nekje vmes. Slovenija je po mojem mnenju že začela o tem in razmišljati, in tudi je na področju industrije, jaz gledam recimo bolj z področja gradbeništva, industrija gradbenih materialov, imamo že določene proizvode, ki so trajnostni in ki lahko tudi uspešno konkurirajo na svetovnem trgu. Je pa treba tukaj še veliko narediti. Tako da pred nami je zdaj eno obdobje, ko se tudi Evropa sprašuje, kaj narediti v naslednji finančni perspektivi 2014 do 2020, in ravno zdaj poteka intenzivna razprava, kaj lahko gradbeništvo prispeva k ciljem trajnostnega razvoja, in seveda je zato potrebno zagotoviti določene razvojne spodbude in pa seveda tudi vzpodbuditi nekatere investicije v infrastrukturo. Po vašem mnenju, kakšne profile inženirjev najbolj potrebuje Slovenija? Nam kakšnih profilov kronično primanjkuje? Jaz bi rekel, da odvisno od tega, kako posamezno podjetje, kaj potrebuje posamezno podjetje. Ampak moje mnenje je, da še vedno, da je število inženirjev v celoti je dovolj, se pravi imamo dovolj inženirjev, niso pa vsi, to se pravi ne delujejo na tistih področjih, ki so dolgoročno perspektivna, oziroma ki prinašajo dovolj visoko dodano vrednost. Marsikje inženirji seveda opravljajo dela, za katere niti ni potrebno tako visok nivo strokovne izobrazbe, in seveda jaz mislim, da je naloga tako podjetij oziroma lastnikov podjetij, da bolj učinkovito izkoristijo inženirje in jim seveda z svojim delom prinesejo dolgoročno višje dobičke. Kako pa bi po vašem mnenju v Sloveniji lahko izboljšali stanje inženirjev oziroma poskrbeli za njihovo boljšo vzgojo in razvoj? Ja, jaz mislim, da načeloma naše šole niso slabe, niso najboljše, ampak so še vedno konkurenčne, kar dokazuje to, da marsikdo od mladih se odloči saj, da za nekaj časa gre v tujino, se potem vrne ali ne. To pomeni, da vzgajamo konkurenčne inženirje. Zdaj vprašanje je pa seveda, kako jih najbolj smotrno uporabiti, to, kar sem že prej omenil. In seveda podjetja morajo imeti utečene mehanizme, kako seveda mlade sprejeti v okolje, kako jih ustrezno usmerjati, motivirati. Predvsem se mi zdi pa, da je potrebna večja samoiniciativnost pri inženirjih. Sami morajo poskrbeti tako za svoje znanje, za svojo konkurenčnost, in potem jih tudi lahko dosežejo boljšo ceno na trgu. In na tem področju se mi zdi, da nam primanjkuje mogoče malo več samozavesti in pa seveda tudi bolj usmerjenost v tista področja, ki jih seveda trg potrebuje. Najlepša hvala za vaše odgovore in uspešno delo še naprej. Lep dan.